Spomnim se, ko je zdaj drugič zmagal na volitvah ameriški predsednik Donald Trump, takrat še z pomočjo svojega prijatelja, ki to zdaj ni več, ne, Ilona Muska, smo brali zanimive naslove, jutri gremo v Fort Knox pogledati, ali je dejansko tam notri toliko zlata, kot piše, da ga je. Kaj so videli, ko so šli pogledati? Ne vem, če so sploh šli pogledat, ne? No, saj zato, ker od takrat naprej ni bilo pa nobenega naslova več, kaj se je zgodilo, ne? Res je, ja, to ni edina zgodba. Mislim, da zadnja uradna revizija je v Fort Knoxu bila, ne vem, 1957, če se ne motim. To je ena zadeva. Drug, bom rekel, zelo zanimiv pokazatelj je bil, ko so nemški parlamentarci želeli tudi iti pogledati nemško zlato, ki naj bi bilo shranjeno v Ameriki, en del tudi v Fort Knoxu. Tudi oni niso prišli zelo daleč. In pa, ko so v bistvu dali zahtevo, da bi svoje zlato iz Amerike prepeljali v Nemčijo, ker naenkrat se je pojavilo ogromno enih izzivov, ne, kako to prepeljati. Mislim, da imajo Nemci tam cirka 300 ton in da je to ogromen logistični zalogaj. Vprašanje, ne, ali je to res pravi razlog. Vemo, da se prevaža veliko več težjega tovora in tudi veliko več vrednejšega tovora, lahko bi večkrat naredili, tako da jaz mislim, da to ni bil glavni izziv, da se to ne da, ampak verjetno kaj drugega. A lahko še